Jo, ne, čak samo. Sorry, noče bila prekratka. Zdaj smo na Racelandu, idite, kako pa, če nismo na Racelandu, ne vem, 10krat na let je pol že nekaj narobe. Danes smo tle, ker je prišla nova GoPro kamerica GoPro Hero 13 in delamo en tak presentation te nove kamere z GoPro-jem, z GoPro ekipo, s Comtradeom in delamo v bistvu regijsko predstavitev, ne samo za slovenski trg. In kot vidite, Tomcata smo zakrpali skupaj, imamo pa še nekaj novega in zato je bila noč zelo kratka za nas. 3 ure pa pol spanja je bilo, da smo tole skupaj zložili, tale naš trenerček GT86. Točen kaj in kako v tem avtu, kaj se bo dogajalo, si po mojem zaslužite en poseben video, tako da bomo o tem drugič govorili. Tomcat, vsaj izgleda spet lep, imamo še malo mehanskih problemov, kakor veste, smo pač zložili skupaj samo za to priložnost in dejansko, ko pridemo nazaj v bazo, bomo vse spet razkopali. Tid bi rekel, RB things. Gremo čekati noter, ker imajo tole predstavitev, pol se bomo poblekali, pa valjda taksi vožnje, drift show, to je to. Prezentacija je zaključena, vsi so že neočakani na vožnje, tako da bomo zdaj Tomcata segreli, GT-ko bomo segreli, unike bo čakalna vrsta, noter tudi simulatorji za furat, drink, itek, thanks Monster Energy za support in gremo kot gum.
rundo smo zvozili, in tako, kar je klasika, tegli, ko smo avto prižgali, spavali smo čutora se ulili, tako da drsenje po mokrem, dima bolj mal, ampak prav, da se makul. Tako da, prva runda zaključena, ostanek za kosilo in nadaljujemo naprej. Zdaj je sicer še bolj oliva, tako da bo še bolj zabaven. Urbi tukaj je zelo zadovoljen. Super je, super je, super je. Je pa varno, ne, moramo se strinjati, za varnost je pa poskrbljeno. Vrzine res niso velike. Super, avto, krasa. Še je malo boljše gume za dež, pa je to. Noro. Noro. Polno. Tako da ja, kakorkoli vreme beden, se imamo fino in se idemo po drugi vožnji. To je to za danes, kar se racinga tiče. Speljali smo, ne glede na to, da zadnjo rundo je izcal v ajde pamet. Vsi so bili ful zadovoljni. Evo Max, GoPro Max kamerice obupala, glih, ko smo zadnjim passengerjem prišli v bokse. Vsi so full happy, vsi so hypani, ne glede na to, da smo malo zehali, koliko je šlo vse počasno, vsaj mi za volanom, a ne Urbi. Ja, malo smo zehali. Mi za volanom. A ja, drugače Urbija smo danes mogli rekrutirati, ker imamo, ko se temu reče, stisko s personalom. je, za sebe. Le zdaj, ko bo DM poln bodočih voznikov, ki bi radi prišli pelat. A nam lahko izbaz? A ja, da bi izbiral. Senzori kar pustim. Ja, prav, lahko. Mogoče kaj ne rečem, hvala celotni ekipi Comtrada, da nam je zaupala izpeljavo tega dogodka, za tole partnerstvo, za novo 13-ko, ja, by the way, tega videa še ni konc, ker ko pridemo nazaj v bazo, ja, bom po moje kar horsa zahaklu, da naredimo eno predstavitev nove GoPro kamerice Hero 13 Black in vseh teh novih featurejev. Ni to sam še ena številka, ampak je dejansko kamera tako 5 levelov višji naprej in s funkcijami in česar je sposobna, tako da ne še nekaj gledati. Nazaj v bazi, danes je bil kar en tak zanimiv dan, moker dan predvsem, ampak imeli smo se vsem ful dobro. By the way, kako je tebi šlo? Ti si bil posredno v bližini GoPro kamere, jaz sem bil bolj neposredno. Pa ja, šlo je dobro, šlo je
kar v redu, po svoje GoPro nikoli ne razočara, kar se tega tiče, vedno stvari funkcionirajo. Na začetku smo imeli malo težav ločiti pravzaprav, kjer je zdaj 13, kjer je 12. Dobro, da piše gor. Dobro, da piše gor, pa smo v bistvu ugotovili, da razlike niso tako majhne, kot kar prvo žogo deluje. Ja. Je tako kot so hajpali v bistvu vsemu tem. Ja, jaz sem bil na začetku kar tako malo pa dobro, okej. Mogoče bi se lahko malo bolj potrudili, ampak kar se samega footage iz kamere tiče, samih posnetkov, ko vsakič znova presenečen, koliko v bistvu veliko spravaš ven iz take majhne škatlice. Ampak predvsem, kar se same nadgradnje iz 12 na 13 tiče, ker so v bistvu tam fanti tudi še malo pokazali stvari in vse je bilo na koncu tako prav, okej, gremo probati. Si bil na predstavitvi? V bistvu sem samo tako malo snemal zraven, sem že prej precej pogledal, pa... Jaz sem nažalost mogel skipati predstavitev, ker smo se mogli pripraviti za vožnjo, ampak verjamem, da je bilo kaj uporabenega. So pokazali par stvari, mogoče bolj tehnične, tiste, ki so za res profi snemalce. Profi, GoPro. Čez vsa ta leta, zdaj si še dej ne govoril. Mislim, dejansko smo dali čez praktično odenke skoraj vse. Ne, hoče reči za profi take kot ti, tisti, ki snemajo v nekem logu, pa to kar nekaj. In to imaš zdaj kar v logu snemaš in pol ven dobiš čist neuporabno, flat, nesaturirano. Za normalnega uporabnika. Za normalnega uporabnika neuporaben posnetek. Kaj se to tako, kot v tvoji zgodbi s fotkanjem, pa če fotkaš v roju? Okej, čeprav, recimo. Ampak v tvoji zgodbi je ful več očitna razlika, ker je tisti res dolg čas posnetek in imaš občutek, da kamera ne dela, ampak polka pa čez to profi programe spustiš, pa s profi zvanjem. A smo snemali v tem logu? Ne, nismo snemali v logu, predvsem zato, da je čim hitreje stvari laufajo, da lahko tudi takoj že prej aplikacije, takoj z editiranja, itek, da se snemali. Bomo pa definitivno potestirali, ne danes, ampak v kakšnih prihodnih videih. Ne bom še spoilil, kar nadaljujem. To zdaj 13 omogoča, da res lahko iz nje stisneš maksimum. Kar v bistvu še, kakor si omenil, kar mi snemamo ful dobro, ker doskrat moš pač pomečati, snemaš nekaj s profi kamero, kar tudi daj mi počnemo, pa kdaj hočeš imeti kakšne onboarde, ker pač glih neke pro-red kamere ali pa konec tudi kakšnega mirrorlessa ne bi jih na avto montiral, ker you never know what's gonna happen. In imaš gor GoPro-ja v nekem log formatu in je ful lažje pač ujeti pol grade v postprodukciji, da se pač slika meče. To smo, zakaj ne bi dal profi kamere gor na ta prvem ranu ugotovili. Footage. Footage. Dali smo sakšen kape gor, tako kot zmeri, vedno... Previdni takoj z novimi kamerami. Ja, seveda in... Ta je bil. Ampak to samo na teli plastiki se malo pozna. Minimalno. Vse ostalo. Kamerca je... Ni kriv, da na... Ni kriv sakšen. Krivo je bil nek detailer, ki smo ga dali na avto, pa nismo bili pozorni. Malo tak master v bistvu. Druga stvar, ki je precej cool, sicer na naših videih nikoli še nismo uporabili, ampak GPS is back. 11 je imela GPS, na 12 ki so ga pa umaknili, očitno so mislili, da ljudje ne uporabljajo GPS, ampak se je v bistvu community, če tako rečem, uradno pritožil. Petition, bring back GPS. In so poslušali in so ga dali nazaj in je to res... Ampak ali je to dobro, da pač v bistvu tako brenda posluša community? 13 je 5,3K, 120 frame sekunda. Na 5.3 snema 120 frame sekunda? Preveč. Čiči. Valjda nismo delali unboxinga, zato ker smo pač unboxali takoj. Ne, lažem, 5.3 je 60 frame, 4K je 120. Koliko je 5.3? 60 frame. Ok, mislim, kaj je za to? 50 za nas, 50 oziroma 100. To je full. Mislim, 4K 100 frame iz tega, stisniti.
v vlogu. Če pogledamo, da ima tole, kar snemo na mirrorlessu, pa tega ni sposoben. Potem ena izmed glavnih novosti pri 13, ki so jo naredili, ki pa žal nimamo tukaj, so to, da Vlagali lahko lense meniš in so dodali par opcij, kot prvo so ND filtri. ND filtri so, po domač povedan, kada sončna očala dajo na različnih zatemnitvenih levelov, slojev, kako. Kar z nastavitvami pol spet premaguješ svetlobo in lahko dosežeš tudi pri ful visoki svetlobi, pri svetlih kadrih, da imaš ti daljši časa in potem dosežeš ta motion blur, kar je tudi za nas v bistvu ful uporabno. Definitivno stvari pač bolj izpadejo. Bolj izpadejo cinematic. Cinematic, ja. Potem so je opcija makrolensa, kar pomeni, da lahko zelo blizu prideš, ker je pa v bistvu še focus ring na temu makrolensu, pa lahko tudi malo te separacije med objektom. Dejansko ima fokus. Ja, in gre tudi fokus do infinity. Pa bo še fokus polarizovati. Potem je še kako že rečejo. A to misliš, kaj res mislim? Anamorfik? Ne, še ta drug, no anamorfik je kasneje prijel do njega. Ultra wide. Sem si to že tako wide. Ja, ti si ultra wide, ne? Ti si še širši. Že to je tako. To je tako, kaj je v tem, da ta senzor je skoraj kvadratni, in ni toliko več wide, kot je ponovadi, ampak je 8:7 format in s tem ultra wideom ti pokriješ še vse okrog in okrog, še malo bolj odpreš, potencialno z tega naslova, ko malo kropaš noter, ker je 5,3. Si pa že nekaj še cinema krop lahko. Tako, kot prvo to, pa še lahko si kasneje v Apple ti posnameš v temu skoraj kvadratu, pa si pa v Apple, ko eksportaš, se odločaš, da bo to po koncu, boš imel landscape, boš imel portret za stol. Kar je dobro glih za pač Instagram uporabnike oziroma pač real creatorje, ki kreirajo pač YouTube vsebine, praktično to, kar mi počnemo. Ja, ni več treba kamerce obračati, ti sam snimaš, on posname vse, pa ti nared kar češ. Tudi stabilizacija dodatna pri tem widu lahko še dodatno zboosta, tako da na koncu je že to toliko smooth, da je že včasih kar malo dolg čas, ne, malo rabimo. In še zadnji filter, katerega upam, da bomo lahko čim prej sprobali, in to je tisto, kar sem rekel, da nočem spoilati z logom, je v bistvu anamorfik. Filter, ki v bistvu res doda vsemu tisti. Ki v bistvu pravi en tak lens, ki doda v bistvu tudi perspektivo, predvsem pa nekaj, kako se svetloba, ki prihaja na motor senzor prek teh lens flarov, pa to in tako res izpade prav. Ja, velika večina filmov je snemana z anamorfik lens v bistvu. Pol imajo pa še nove, ki žal tudi nimamo tukaj, so quick release. Še vedno ostajajo te GoPro fingersi, kot jim pravijo, ostaja klasičen navoj za plus. Tega sploh nisem vedel, in smo mi iskali, ki bomo mi dobili adapter, ki bo prišel tle prišrafan in pol na štender prišrafan, ampak to je že vse tukaj. Ja, samo treba malo bolj pogledati. Tisti je predvsem v primeru, sprav ta magnetni quick release, v primeru, če nimaš aplikacije na avto, ampak kjerkoli drugje, sam na hitro predstavljaš. Pri nas mi še vedno držimo tega, mislim, nam so te napravce vse to pa 3M-ovih unih z nalepet gor, tako da, ja. Pa v bistvu tako, še cool feature suction cupu je to, da v bistvu še malo extender samo pozicijo ven iz boka avta, strehe ali haube ali pač kamorkoli že montiraš kamero gor. No, je pa tudi baterija, ki so jo mačkam spremenili. Se pravi, 12 ne paše v 13? 12 ne paše v 13, 13 ne paše v 12, ampak so pa z tega naslova pridobili približno 10% večjo kapaciteto, kar pomeni, da vsaj 10% dlje drži. Kar je zelo pomemben, če kamera cel dan laufa na eventu. Pa v bistvu so še malo zboljšali te, kar rečejo thermal dynamics, kar pomeni, da se GoPro-ji ne pregrevajo več toliko, kar so vse, ampak to je tako v bistvu zelo
hecna težava, ki v realnosti niti ni težava, ker se vsi te testi delajo na neki... Mislim, jaz lahko izpostavim, da če se ne motim, 7-kah, 8-kah in 9-kah smo imeli te probleme, se pravi, ko si imel kamero v dirkalcu noter, se pravi, ne vem, če so bile recimo da šipe zaprte, sploh pa nekih poletnih temperaturah so dejansko se kamere ugašale od pregrevanja. Ampak kar lahko rečem, da z 12-ko se še to ni zgodilo in kar ne morem verjeti, ampak ker res da večja kamera, da se nam z Maxom to še ni nikoli zgodilo in Maxa smo imeli res v nekih ekstremnih razmerah, ki je bilo zunaj, če se ne motim, takrat 38 stopinj, vsa vročina od avta je pač ful dobro pohajno. Ja. Tako da verjetno... No, to so zdaj kle tudi zboljšali se je, tudi GoPro že objavil čarte, kjer primerjajo z 12-ko tudi te zadeve in kapaciteta, se pravi, koliko dlje lahko snemaš in tudi koliko dlje se v bistvu... Da se shutdowna zaradi pregrevanja, ampak meni se še nikoli ni pregrel. Enega od GoPro-jev sem imel tudi zdaj na temu snemanju na eventu v žepu in se mi je pržgal. Si snimal žep? In sem snimal žep in je bil Footage? Ne. 1 uro je bil v žepu, pržgan, snimal v žepu, pa se ni pregrel. Okay. Ne vem, to so ljudje, ki to izpostavljajo, problem, da se jim pregreje, ampak velika večina je to, ko nekje stoji, ne vem, ki snemajo. V Sahari se pine. Ja, v Sahari, kako se si pine. V povdne. Tisti je, okay, ja, tam se bo pregrejemo. Tam se tudi mi pregrejemo. Tam se tudi mi pregrejemo, ampak čim se pa zadeva vsaj malo premika, če držiš v roki, imaš ne vem, na avtu, na česti, na biciklu, kjerkoli. Ne, ja, mislim, da tako sploh na kolo, pa to, da to mora funkcionirati. To je pa v osnovi to, kar lahko tako zdaj na hitro rečemo, so še dodatni bombončki, kakor so, da si zdaj ponovno, ko si presete delaš, si jih lahko poimenuješ, pa take stvari, nekaj prej si imel sam prednastavljene. Ko si svoj preset naredil, si izbral, ne vem, outdoor, action, karkoli, no, zdaj si lahko ti izbereš ikonco in še napišeš prav, kaj je. Ampak mislim, da to pri 12-ki narediš. Tudi možno, jaz sem to na 13-ki opazil, na 12-ki se pa nikoli nisem toliko poglabil. Poglabil noter. Mislim, da ja. Nisem se niti jaz v 12-ki, ker iskreno, ja, 12-ki smo dobili, tako rekoč, en mesec pred izidom 13 in zato tudi nismo delali nekega revila, nekega pompa okoli 12, tako da zdaj so pa šle 13-ke v naše roke, itek bomo z veseljem uporabljali in še 12-ke naprej, ker kamer se nikoli dost. Tako da zdaj bomo... znamo tudi povoziti. Mislim, ne mi. No, ne mi. Ko nam padajo in znajo kakšni tovornjaki povoziti, ja. Ampak to je story za kdaj drugič. Tako da, ja, ful, ko mi čakam, da se to izprava, ko mi čakam, da dobimo še tu ostale bombončke. By the way, z izidom 13 je tudi šla GoPro kamerica, ki se reče samo Hero. Je v bistvu bolj consumer price friendly kamera. Velikokrat dobim tako še eno vprašanje, katero GoPro kamero mi priporočaš, ampak to se še nanaša iz časov, ko je GoPro dejansko imel black, silver, white, oziroma takrat še tudi tu ne manjše sessiona, pa še nekaj bilo session, pa ne bilo še, ali bo sam session. Session, pa sem pa tudi Hero, ampak je bil samo Hero. Ali je bil mini ali nekaj tasga? Ne vem, če bil mini je bil zdaj, pri 12-ki je bil, pri 11-ki je bil mini še zraven. No, glavno, kakorkoli ljudje sprašujejo dostikrat me, pač katerega GoPro-ja mi priporočaš, pač mislim, da je odgovor zelo enostaven. Če to uporabljate samo zato, da pač mogoče vzamete neke trenutke družinske in ne boste to neki hardcore editirali, je definitivno lahko pač entry varianta ali session. Več kot zadost. Ker je tudi sposoben recimo 4K snemati, če bi radi imeli 4K, če bi se pa radi malo bolj šli filmmakerje, pa ki je več ustvarjal, pa itak GoPro 13 oziroma GoPro Hero 13 Black, way to go. To footage ste itak že videli predtem. Kaj pa unih 400 frameov? Ja, 400 frameov je tudi v bistvu ena funkcija, ki ti naredi lahko tudi do 400 frameov na sekundo. Kaj pa če potestiramo to? A zdaj, čas? Zdajle. Dobro, izgleda, dobro zgleda.
Ja, imaš opcijo tudi do 400 frame na sekundo, sicer imaš pa malo nižjo ločljivost, pa malo si omejen glede na dolžino, ampak ja, za kakšne take kreativ zadeve pa v bistvu tudi 400 frame na sekundo je tudi Ne, sliši se čisi. Ja. Če se pravi, če delaš output 25 frameov, je to veliko. 16krat to počasneje, sem prav začel. Ja. 4x25 je 100, 100x4 je 400, ja, 16krat to počasniš čas. Se pravi, dejansko, ja, to je tako ful slabo. Si predstavljaš jih tako delati. Točno to. Reč, to je to. To je to. Kaj več, če bomo vmes še kaj ugotovili, kar nas bo ful presenetilo, bomo pa povedali. Ja, še enkrat, ko mi čakamo še te lens dodatke, da si programa sploh, ker smo itak malo friki na to, da mora biti vse malo cinematic pa moody. Še enkrat hvala Comtradu, še enkrat hvala GoProju, prvič, da ste nam zaupali, da tale event speljamo za vas, drugič pa za support z vsem tem girom, ki ga itak z veseljem uporabljamo. Tako da, guys, naročite se na kanal, komentirajte kaj, šerite, lajkite, kupite si GoPro in do naslednjič. See ya!